Po obeh športnih vrhuncih tega poletja, Evropskemu nogometnemu prvenstvu in olimpijadi in po začetku nove evropske klubske sezone znova prihajajo v ospredje reprezentance. 1. septembrski konec tedna prinaša uvod v kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki ga bo leta 2018 gostila Rusija. Slovenija pot proti novemu mundialu začenja na gostovanju v Litvi z reprezentanco, ki jo je selektor Katanec predstavil že spomladi. Jaz upam, da pridejo vsi fanti zdravi, začenjamo nov ciklus spet kvalifikacij. Na kratko upam, da jih začnemo boljš, kot smo začeli v prejšnje. Tokrat je seveda v ospredju pogled naprej, ki ponuja tudi prijeten vpogled v formo nekaterih reprezentantov, ki igrajo v evropskih klubih. Moram reči, da sem prejšnji konec vikenda mi je dal kar nekaj veselja. Sem videl, da se dogaja dosti lepih stvari, kar se tiče naših igralcev v smislu zabijanja golov. Pred izbrano 23-terico, v kateri ni debitantov, je pred tokratnim zborom še en prvenstveni krog v domači in ligah po Evropi. Nato pa pred odhodom na Baltik teden dni treningov pod vodstvom selektorja. Če bo to zdržal do tekme z Litvo, da bodo taki prišli, kot sem jaz videl prejšnji teden, pa zdaj, če bodo takšni, se mi lahko kar smeje. No? Tako da, ker tega jaz v preteklosti pošteno rečeno nisem videl. Neznank v evropskem nogometu tako rekoč ni, je pa nekaj novosti, na katere bo pozoren trenerski štab naše izbrane vrste. Informacije o Litvi ima veliko, glavni poudarek je kadrovska sprememba. Oni so zamenjali selektorja, zamenjali so kar določeno število igralcev. Videli smo prijateljske tekme, tako da igrajo malo drugače. Ampak bolj kot to je, kot poudarja slovenski selektor, pomembno, kako se bo na izziv na prvi desetini poti proti svetovnemu prvenstvu odzvala slovenska reprezentanca. Pričakujem pa to, da bo pristop igralcev takšen kot na zadnji tekmi proti Ukrajini. To je bistvo vsega. Če ne bo take energije, če ne bo take borbenosti, potem že to ni v redu. Mimo tega, kdo naredi napako, ali kdo taktično naredi napako, to se vse da popraviti. Brez tazga pristopa pa kvalifikacije ni. V kvalifikacije je tudi z dodatno energijo v strokovnem štabu, kateremu se je pridružil Tomaž Kavčič. Vodo je mlado reprezentanco, pozna kar nekaj teh fantov, ki so zdaj v A reprezentanci, jih pozna, ima določene stvari, on ve še mogoče, ki jih jaz ne vem, ne, o njih in je to, pravim, res sem vesel in upam, da gremo v zmage skupaj. Že prva z Litvo bi bila seveda v vseh pogledih izjemna naložba v nadaljevanje kvalifikacij, katerih letošnji jesenski vrhunec bosta 2 oktobrski domači tekmi s Slovaško in Anglijo.